stala kje tam iz dolgo, da treba malo smakati. Mislim, da bo sam za čas, mislim, da bo kar možno biti ratalo. Zima se pripravlja in je treba nekaj lesa nabrati za zimsko obrt. To je lepo palca, stara približno 6 let in to se uporablja za vitre. Leskava palca, ja. To bo spet ena košara. Da ne bo zebel, ko bomo košare delali. Zvezati dobimo, ne smo nosimo doma, to vse v gozd dobimo. Vse rabot, vse priročno sredstva. Primerna dolžina, kolikor robe je nabrane. Tu se uvije, da se ne zlomi. Zdaj, če se nič ne uvije, se pol zlomi. Evo. Včasih na kmetiji ni bilo ne špahanja drata. Sem to trdo zvezal, da se in tu se da na rame in se gre proti domu. Da je bilo les odžahali za košare za rebra. Tu se cepi zmerom na polovico. Zdaj sem dal na pol. Zdaj dam še na pol. In kar naprej zmeram na pol, dokler ni zaželena debelina. In to je najlepši, zato da je ni čisto surov les, lih malo meden, drugače, da je frišen še, ko se loži obrezava. Zato je treba ahtati, da se v les zareže noter sam lup. Če se les zareže, je vitra šlohena, to se pa zlomi rado tam. Tu se zareže in pa se z občutkom pregiba. Ja. Rečemo, jaz slišim, ko to odstopi. Kolikor je zraslo eno leto. Kako pride okroglo. To je skozi do konca.
Prav, zdaj se pa že poče, kot dve palci niste enaki. Zdaj tle zmanjka moči, si pa podaljšamo, damo cev, da izkoristimo do konca. Tle ima še glede dobra, to slaba pamet. Evo, eno je že spos. Taka vitra, se samo širina je obdela, da je onako široka. Te vitre bojo pa zdaj zacajne, gre bolj tanke. Zdaj, če imamo pa kakšne miniaturce delati, gre pa še tanjše vitre, bolj ozke in bolj tenke. Prvo naredimo dno za košaro. Pri tem je važno, da so pravilno navrtane luknje. Če bi zdaj tu z vrha nalik dol vrtel, na kukar se ne da pol košare delati. Je treba pod kotom na dveh strani. Včasih, bi rekel, so tudi te dni vse ročno izdelavali. Danes ne več, danes damo hlod na žaga, bokov hlod. Včasih so pa tu take čule nažagali in pa so vse krojili. Da je bilo res vse ročno narejeno. No, zdaj damo noter roč, da ima pol za kaj košara narejeno za kaj plint, da jo lahko nesemo. To je največja umetnost. In se pravim, to je treba zmeraj v to pravo smer. Naprimer, če bi na ta smer, pa se bi nam odklalo ven. Tako. Damo vsak vogal en količek. Z vsake strani vogalo pride po en
široko. No in tu je treba tudi, ko se te klinice zabiva, te rebra zabiva noter, da je nekako pri vsakmu nekaj prostora pol za vitra, ko pride, ko se plete. Zdaj, čez 2 količa, če greš, a čez 2 rebra, na kukar ne pride prav, ne, tudi, ne, tu je pravilo tako, ne, sam po enega se zajame, sam po enega, ne, in tu neskončno do vrha. Prahtati je tudi treba, rečemo vitra, da se fajn zatiska naprej in dol, ne, da ni pol rešetasto preveč. Zdaj, če se da kakšna drobna reč v košaro, da ne bo vam padlo. Ker mislim, da bomo zdaj tu prošvasali, ne, tu se ne da švasati, kaj je leseno. Gremo čez 2 nazaj, čez 2 rebra in zad. Z občutkom, spet. Zdaj se že več ne vidi, zdaj praktično je že prošvasana druga za naprej, in tu spet naslednja isto. Ko smo do polovice gor spledli, treba oblikovati po roču, a ne mi oblikujemo. No, zdaj se pa že vidi, da je že oblikovana, a ne, košara. Zdaj se pa plete do vrha po istem postopku, kot smo začeli. No, zdaj spletena je, zdaj pa še zarob ima, ne. En dan je treba delati na tako košaro, en dan, ima fajn delati, da rata. In resno, taka košara je tudi kar trajna, je, če je na suhno spravljena, da ni na kakšni vlagi. Tu traja kar veliko let. Zdaj rečemo, kaj je nova, taka lepa, bela, pa s časom pa malo rjevi, kot pšenično zlata pride, tudi lepa.
Ну, значить, ти гледу, чи файн гледу знаку шара на рест.